En lep pozdravček vsem skupaj. Moje ime je Tina Železnik, ustvarjam pod imenom ustvarjalka Tinka. Izdelujem izdelke iz klekljane čipke, iz aluminijaste žice in pa seveda iz polimerne gline. In ker nam je tale koronca letos vse skupaj malo zabodla, in nam je delavnica v živo odpadla, smo se odločili, da na ta način vseeno izpeljemo načrtovano. Zato se vam tokrat oglašam iz svojega ustvarjalnega kotička. Delali pa bomo danes izdelovali komplet nakita iz polimerne gline. Pod polimerno glino spadajo cernit, pardo, fimo in tako dalje. Mi bomo pa danes ustvarjali z fimo temno rdečo in iz črne. Majčkeno bomo pa še dodali take lepe, nežne, svetleče, zlato, bronz barve. Vse skupaj bomo nekako poskušali dati v nek paket lepega jesenskega nakita. Način dela bom prikazala na način, kako delam jaz. Teh načinov je zagotovo še veliko različnih. Verjetno ima vsak ustvarjalec nek svoj način. Tako da mi bomo danes usvojili neko osnovno stopnjo. Seveda, če boste imeli pa željo in interes, pa lahko potem nadaljujemo oziroma naše osnovno osvojeno znanje tudi nadgrajujemo. No, pa pričnimo z delom. Jaz sem v vmesnem času pripravila dve različni masi, in sicer rdečo in črno. Tole bom delala na beli ploščici, ravno zato, da bo mogoče vsa zadeva malo bolj vidna. Na rdečo bomo dali gor, reče se temu silk screen. To so takšne šablonce, ki jih kupimo od ustvarjalcev, čez bomo šli z barvo in potem bomo dobili odtis na samem izdelku. Nekako tako, kot imam jaz tule na prstonu. Kombinirali bomo na drugi strani z črno maso. To črno maso smo lepo večkrat razvaljali. Masa je zelo, zelo pomembna, da jo razvaljamo čisto, da je lepo obdelana, da je voljna. In glede na to, da bom jaz zdaj imela na tej rdeči masi silk screen, bi rada črno maso nekako obogatila oziroma bi dala nek vzorček. In v takem primeru imamo takšne blazinice, ki jo damo lepo na maso in vse skupaj maso in blazinico damo v valjček, v strojček. Takole bomo dali mi skupaj in vse skupaj spustimo čez. No, in sedaj dobimo ven takole vzorčkasto. In ko bomo mi to skupaj kombinirali, bo to že takoj malo drugače izgledalo oziroma da izdelku nek dodatno lepotno nekako zadevo, kakorkoli bi temu že rekli. Lahko uporabljamo tole, lahko uporabljamo različne stvari, lahko, ne vem, damo čez tole folijo, alufolijo, lahko zmečkamo kakšno vrečko, dobimo določen odtis. Lahko enostavno vzamemo kak vijak in z vijakom podrsamo. Potem včasih so darila zavita v kakšen tak poseben papir, ki ga lahko samo skozi spustimo. Tako da ni potrebno vedno vsega tega kupiti. Tako, črno smo pripravili na tak način. Na rdečo bomo pa dali malo tegale vzorčka. Zdaj, jaz sem se odločila, da bom kar tale ta veliki del dala, ne glede na to, da ni čist, da je moja podlaga malo manjša. Ampak, ker bomo mi podlago rezali, skupaj sestavljali, se mi to v tem primeru ne zdi potrebno. Vzorček damo lepo gor na to in z metlico zelo od sredine navzven se mora lepo prijeti na samo podlago. Takole.
Evo. In potem damo barvo, ki je namenjena, jaz delam s tole barvo. Dali bomo črno gor, lahko bi dali belo, rdečo, katerokoli, ne. Ampak jaz sem se odločila, da želim iskati neko vzporednico s črno barvo, ki bom imela na drugi strani. Želim, da je malo vzorčka, ne želim ga pa preveč. Zato sem se pač odločila za to barvo. Barvo damo enostavno za robom, takole. Evo, takole jo spustimo. Z lopatico to barvo malo bolj enakomerno takole naredimo in jo čvrsto lepo potegnemo po tem takole. Potegnemo še v to smer, potegnemo v to smer in diagonalno šablono damo dol. Evo, takole. Šablono in tole obvezno takoj v vodo sprati, kakorkoli, če ne morete, saj namočiti v vodo. V primeru, da se vam ta barva čist malo posuši noter, je šablona za stran. Ker smo jo v bistvu, so se te režice med samo šablono poškodovale. No, mi bomo zdaj z našim delom nadaljevali. Jaz sem v vmesnem času prižgala pečico na 130 stopinj, na kateri temperaturi bomo potem pekli te naše izdelke. Zdaj, kakšna je ta temperatura za peč, je vedno najboljše, da pogledate na ovitek mase, s katero boste delali, kjer proizvajalec točno napiše, na kakšni temperaturi naj bi se peklo. Samo obliko izrezujemo, samo obliko nakita izrezujemo z izrezovalniki. Kupimo jih v vseh teh trgovinah z ustvarjalnim materialom, izberemo si kakršnokoli. Jaz sem si danes izbrala, da bom delala ovalno obliko. In sicer bom delala ovalno ogrlico, ovalen prsten in pa okrogle uhane. Združila, prvo bomo naredili osnovo za ogrlico. Črno in rdečo maso bom lepo stisnila skupaj. In seveda pogledala, kakšno obliko bi imela. Ali bo glavna rdeča, ali bo glavna črna. In jaz sem se odločila, da bom nekako takole kombinirala. Vedno moramo razmišljati, kaj bomo naprej še potrebovali. Ali bo prstan tudi s tem vzorčkom, ali bo uhani tudi, ali pa enostavno enobarvni. Takole, zdaj moramo pa vzeti tole gobico in bomo nekako tole malo z ene in z malo druge strani lepo narahlo stisnili skupaj. Kakšne posebne tehnike tukaj ni. Lepo se stisne, glede na to, da bomo pa mi tukaj gor dali še bronz lističe in pa seveda spodaj iz spodnje strani še drugo dodatno ploskev, se pa s tem v bistvu ne rabimo tako grozno sekirati, da bi moglo biti to čist skupaj. Takole. Enostavno vzamemo šablono, najdemo si način, kaj bomo imeli, kaj želimo imeti in stisnemo in dobimo obliko ven. Prav tako bomo naredili s prstanom. Takole stisnemo in si naredimo obliko. Če se nam zdi, da naš prehod še ni dober, ga še malo popravimo z tole gobico, da dobimo neko približno lepo teksturo. Takole, moji poli izdelki zdajle izgledajo takole. Osnova za ogrlico, uhan, prstan in pa seveda kar za dvojne uhane. Saj uhanov tako nimamo nikoli preveč. Sedaj sem pa razvaljala majčken črni trakec. Na ta trakec bom dala nekaj lističev, ki jih tudi kupimo v trgovinah za ustvarjanje. Jaz imam takšne. Imamo srebrne, zlate, bronz, pa verjetno še tudi kakšno drugo barvo in jih lepo takole s prstom malo potisnemo
gor na neko razdaljo. Takole. In sedaj cel tale trakec prenesemo na mašino za valjanje, kjer povaljamo. Da prvo pri tej, potem pa na tej številki bolj na široko, potem pa tole, da se zvalja bolj na tanko. Boste videli v bistvu, kaj s tem pridobimo. Evo, takole. In dobimo lepo razpokano tako teksturo. V primeru, da bi želeli še malo bolj razpokano mašino, damo še malo na ožji. Takole. Ja, in smo dobili zelo lep in prekrasen trakec. Ta trakec bomo sedaj obrezali in z lepilom, ki je za Fimo maso, ga bomo prilepili na tele črte, da bo vse skupaj izgledalo še malo bolj svečano in lepo. No in mi nadaljujemo z našim delom. Zgornjo plast za prstan sem pripravila kar na stekelce za peko. Temi prstanu bomo dali spodnjo plast kasneje. To vam bom potem obrazložila, zakaj je to potrebno. Na stekelce damo zato, da dobimo to stekelce, je takole, mislim, da se vidi, malo polkrožno in dobimo lepo polkrožno obliko potem samega izdelka. Uhančke bom dala pa na navadno ravno površino. Tole je pa zdaj narejena osnova za ogrlico. V ogrlici rabimo dati pa še spodnjo plast. To pomeni, da smo popolnoma z enako šablono odrezali črno plast, ki jo bomo na sam izdelek pritrdili z lepilom. Lepilo damo lepo malo za robom. Čvrsto stisnemo, da se res plasti prepojijo med seboj. In posebej pozorni moramo biti na robove, da so robovi lepo obdelani, da ni raznih tistih nepotrebnih zadev, tako kot če takole pogledamo, vidimo, da je potrebno potem to vse skupaj še oblikovati. Popolnoma enako bom naredila z uhanji. In ko to naredim, se vam zopet javim. Takole, naša prva peka je zaključena. To bo obesek za ogrlico. Obesek po potrebi še malo pobrusimo z brusnim papirjem. Premažemo lahko seveda z lakom za svetlečim ali mat lakom, kakršnokoli za Fimo maso. Uhančki se tudi sušijo, no sedaj je pa na vrsti prstan. Pri prstanu smo rekli, da smo dali samo eno ploskev. Zakaj? Zato, ker bomo sedaj na to ploskev smo prilepili osnovo za prstan in šele zdaj s tem zafilamo zadaj. Namažemo z lepilom in lepo čvrsto zafilamo, kakorkoli bi temu rekli, in damo še enkrat peči. Jaz delam po tem postopku zato, sicer je res, da je bolj zamudno, traja enkrat dlje sama izdelava prstana, ampak po mojih izkušnjah, ker nekaj skozi nosim, če imamo samo prilepljeno na to osnovo, se nam slej ko prej odlepi, oziroma če zapnemo mogoče za kakšna vrata, za kakšno kljuko, se prstan enostavno poškoduje. V takem primeru se nam pa ne poškoduje. Ta konček, ki smo ga izrezali ven, ga lepo damo nazaj notri. Višek, ki je nastal tukaj okrog, bomo lepo obrezali, vse čvrsto stisnili in dali še enkrat nazaj peči. Tako da to bi bilo za enkrat to. Javim se vam še enkrat, potem, ko pokažemo vse naše končne izdelke. No, takole, naš lep kompletek jesenskega nakita je končan.
Moram vam reči, da je v živo še veliko lepši. Barva je res temno rdeča in ravno prav je tele črne, male čipkice gor, da v bistvu da neko piko na i. Jaz vam želim, da ustvarjate, da ste uspešni. Zahvaljujem se vam za možnost in za priložnost. Če pa karkoli ne bo šlo tako, kot ste želeli, me pa brez zadržkov pokličete in se preko telefona pogovarjamo, dogovarjamo, vas usmerjam in tako naprej, da bo potem končni izdelek tisti, ki ga boste z veseljem in ponosom nosili in se z njim pobahali. Imejte se lepo, ostanite zdravi, dio.